predlog proračuna res je bistveno višji zaradi številnih vplivov. To so nekateri povečani prihodki, hkrati pa tudi povečani stroški na rednem zakonskem osnovnem delu, predvsem pa investicijska aktivnost, ki je predvidena na številnih projektih. Tako na infrastrukturnem delu, kjer se izvajajo kohezijski projekti iz dogovora za razvoj regij, ki so v zaključevanju, hkrati pa velik del pomenijo investicije z področja šolstva. Investicija v osnovni šoli na Blanci in osnovno šolo Ana Gale ta proračun nekako povečujeta. Žal se moramo v delu tudi zadolžiti za izvedbo teh programov oziroma teh projektov, ki so ključni za dober razvoj osnovnega šolstva v občini Sevnica, delno tudi predšolskega varstva, ki je predvideno v skladu s strategijo. 2 milijona in 700 tisoč evrov je to predvideno zadolževanje, investicij samo v osnovne šole pa je bistveno več, tako da gre ta zadolžitev izključno v investicije v osnovne šole, ki so predvidene. Razprava o proračunu je bila izredno široka, izredno vsebinska, kar je bilo pričakovano. Zagotovo je želja vseh občinskih svetnikov po sorazmernem razvoju vseh območij občin in tudi sorazmernem razvoju po vseh programih, ki jih občina izvaja v svojem prostoru in želijo splošen napredek na res vseh programih. Na tak način je bilo čutiti tudi določeno mero nekako strpnosti pri načrtovanju programov in dolgoročnosti v pripravi samih projektov, kajti strateški pristop je izredno pomemben. Nadaljnje delo na sprejemanju proračuna bo sledilo delo na odborih, na delovnih telesih in potem obravnave zopet na občinskem svetu. Verjamem, da bomo pri tem delu uspešni, da bomo zelo aktivno usklajevali ta projekt oziroma ta proračun in da bo občina Sevnica lahko tekoče nadaljevala projekte, ki so sedaj v teku in se realizirajo.